Spoštovani gostje, nocoj s posebnim izrazom še posebej toplo pozdravljam vse gostje, obiskovalke, navdušene bralke naših knjig, avtorice Tese Afšar, katere 9. knjigo v slovenskem prevodu bomo skušali na nek način predstaviti nocoj. Dobrodošli v založbi Družina, v naši galeriji, na tem pogovornem večeru, ki bo predvsem pričevanski. In to knjigo z naslovom Nilski dragulj bomo izkoristili predvsem kot temelj, kot spodbudo, da bomo razmišljali o tem, kako v preizkušnjah v našem življenju iščemo, poiščemo in slišimo Božje nasvete in pomoč. Z menoj sta nocoj dve gosti, dve pričevalki, dve imenitni dami, ki me izrekam prijazno dobrodošlico in se vam zahvaljujem za odziv na naše povabilo. Na desni, torej na vaši skrajni levi, gospa Hanna Strajnar in v sredini gospa Helena Rozman. Dober večer obema. Dober večer. Da pa se bomo primerno uglasili na tale dogodek, smo v goste povabili tudi baletni plesalki in za začetek si oglejmo prvo točko v izvedbi gospodične Valerije Željko Rebec. To bo variacija Modre ptice iz baleta Trnuljčica, zasnovala pa jo je mentorica gospa Elena Likar. Prosim. Hvala lepa. Valerija Željko Rebec prihaja iz Društva baletnih plesalcev, kasneje se nam bo še enkrat pridružila pa tudi njena soplesalka gospodična Ajda Šegula. Sicer sem to hranil za nekje zaključek pogovora, ampak dajmo to kar na začetek, ker z vajnega odgovora se bom jaz nekaj naučil za svoje življenje. Namreč kratek odlomek je, če ne zamerite, vam ga bom prebral. Gre pa za en dvom, ki se je glavni junakinji pojavil. Takole ji pripoveduje njena prijateljica, sicer hčerka Filipa, pri katerem je pravzaprav glavna junakinja spoznala krščansko vero. Gospoda vprašajmo, kaj moraš najprej storiti. In ona odgovori, najti moram očeta, seveda. To ni samoumevno, Hariline. Po mojih izkušnjah nam Bog skuša nekaj povedati in še preden sploh spregovori, mi naredimo tako, kot želimo sami. Predvidevamo, sklepamo in pridemo do napačnih sklepov. Ne. Jezusa moramo vprašati in ga prositi, naj ti najprej pokaže pot. To je ključno. Eno od ključnih sporočil tega romana. Ampak tako, kako se v svojem življenju tudi tisti, ki se pogosto zanašamo na trdno vero, na pogosto molitev, ampak vedno znova se najdemo v zablodi, da skušamo ponujati svojo rešitev Bogu. Ne? In mu dokazati, da je naš načrt pravi. Kako odpreti svoje srce, vajna izkušnja me zanima, kako odpreti svoje srce in se prepustiti Bogu, da vodi, da pokaže pravo smer, ker ta njegova je seveda najboljša in najbolj prava. Si rekel, da bo lahko vprašanje. Jaz se tega še vedno učim, ker to je tudi za mene najtežja stvar,
ker sem po naravi, imam rada dosti stvari pod kontrolo, me je strah prihodnosti. Tudi veliko zaradi tega, ker sem imela že toliko težkih preizkušenj za sabo. Namreč pri 6 letih mi je umrl oče v prometni nesreči. Živeli sva sami z mamo in imela sem precej razburkano življenje, veliko selitev. Ni bilo nekega stebra v družini, da bi rekla, da imam, ne vem, nek dom ali pa nek varen pristan, kamor se lahko vračam. Iz tega doživljanja se je rodilo veliko strahu, ko sem ga mogla pač počasi, korak za korakom premagovati, pa ga še premagujem. Kar meni najbolj pomaga, je to, da v preizkušnjah pač res, ko sem v dvomih, da res zmolim, da odprem Sveto pismo. Veliko se obračam na Svetega Duha, ker verjamem v njegovo vodstvo. In ko se pol pokaže situacija, neka pot, nekako grem po njej. Čeprav včasih to res težko, ker včasih ni nekih jasnih poti. Tudi velikokrat imam izkušnjo, da Bog reši sekundo pred prepozno, ker mislim, da ni prave rešitve, ampak v resnici takrat, ko se mora zgoditi, tudi pride ta rešitev. Zato se mi zdi zelo pomembno zahvaljevanje, da se vnaprej zahvalim. To sem se pa naučila iz Svetega pisma, ker piše vsem se zahvaljujte. To sem si tudi zapisala, to je eden mojih najljubših odlomkov iz Svetega pisma. Bom prebrala, zato ker je res pomemben. In sicer, zmeraj se veselite, neprenehoma molite, v vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Tukaj piše res v vsem, se pravi tudi v preizkušnjah, tudi takrat, ko ti crkne avto, tudi takrat, ko gre vse narobe, ko obstaneš sredi neke gužve. Ne vem, moje izkušnje do zdaj so res pokazale, da vedno je prišla rešitev. In takrat pol pride tudi to spoznanje, da je Bog blizu, takrat, ko ga rabiš. Če bi šlo vedno vse po maslu, bi se začela zanašati na svoje moči. Ampak to zdaj zadnja leta bolj spoznavam. To je bila dolga pot do sem. Ja, jaz bi pa rekla, jaz sem se pa naučila, v bistvu res smo včasih tako ljudje smešni, vprašamo, ne vem, strica Googla za nasvet, ne vem, sosede, vse ljudi tako, zakaj se ne obrnemo na Boga, On nas je v bistvu ustvaril, on je stkal vse v nas in on nas najbolj pozna. Tako da seveda ne dobimo vedno odgovora, tudi jaz ga ne dobim vedno, ampak že to, da rečem, Jezus, ti mi povej, ti mi pokaži, že to se mi zdi tako dosti bistveno, da v življenju delaš. Jaz tako z malenkosti to predvsem hočem živeti, ne vem, tudi otroke učim, če nekdo pade, pa si udrgne koleno, sej vemo, nič ne bo hudega, ampak za otroka je takrat to stiska, ima podrgnjeno koleno, ampak preden dam jaz to bliž gor, pa razčistam, razkužem rano, rečem, se dotaknem lahko kolena, rečem, Jezus, pozdravi to rano, vse bo v redu, tudi potolažem otroka, ampak da on vidi, da se v takih težavah, ki je njemu težko, jaz najprej k njemu zatečem. Tako da ja, ne gre vedno, seveda včasih pozabimo, odvisno tudi, koliko smo si blizu v tistem obdobju, tudi z Bogom, koliko se tudi trudimo živeti ta odnos živ. Ampak ja, tako, ta Božji načrt je pa, ja, seveda težko spoznavati. Prek miru, tišine, prek molitve, prek drugih kristjanov, ki jih lahko pokličem, pa vprašam, kaj ti misliš. Ja, in prek besede, sploh, da odpiraš, bereš Sveto pismo in s tem bolj spoznavaš, kaj dejansko Bog želi za nas tukaj. Omenili ste, Helena, odrgnjeno koleno. Ja. In rane in brazgotine so v bistvu srž tega romana, ki smo ga brali. Namreč oba glavna junaka in tudi nekateri stranski liki skozi pripoved odkrivajo, seveda rastejo v svoji veri in odkrivajo, kako morajo premagati to svojo obremenjenost z lastnimi brazgotinami, ki morda sploh niso posledica njihove osebne krivde, morda kakšnih dogodkov, nesreč v preteklosti ali kakorkoli drugače.
kako najti moč, kako poklicati Boga na pomoč, da prepoznamo svoje brazgotine, da prepoznamo škodo, ki jih te brazgotine puščajo na našem življenju, če jih ne celimo, če jih ne negujemo, če jih ne pozdravimo. In kako, če uporabim eno kmetijsko frazo, pa naj mi jo ne zamerijo, kmetijstvo je vendar kulturna dejavnost. Brazgotine so kot prebrazdana zemlja, v katero lahko posejemo neka semena in potem požanjemo, ko zraste. Kako lahko brazgotine postanejo rodovitno polje? Glih ta teden smo bili 2-krat na urgenci z tam mlajšim sinom. V roku res 3 dni se je 2-krat v vrtcu poškodoval in smo pristali pač za par ur tam. In res to je ena taka močna simbolika za te rane, za te brazgotine, da dejansko, dokler ne prideš do rane, ki pa velikrat tudi zelo boli, je ne moreš pozdraviti. Tudi njega je bolelo, ko smo mogli ščistiti rano, pa mu zašiti. Pa je malo pojoko, čeprav se je zelo pogumno držal. Smo bila prav ponosna na njega, ampak tako hočem reči to, da tudi ko sem spoznala, recimo, pač jaz izhajam res iz take razbite družine, starša sta se ločila še preden je oče umrl, 1 leto prej. Tako da nisem imela v življenju res nekega vzorca moške vloge, neke stabilne moške vloge, ker sem zelo pogrešala očeta. Tam se tudi zelo najdem, pač sem se povezala s tem glavnim likom v knjigi, kako je tudi ona pogrešala svojega očeta. To mi je v bistvu najbolj ganljiv del, kako ga išče. Ker tudi jaz sem ga vedno iskala vse celo življenje. Sem se tudi spraševala, kaj bi on povedal, pa kaj bi mi rekel. In včasih je bilo zelo boleče, ko sem brskala tudi s pomočjo terapij, pa kasneje, ko sem se poročila, ko sem hodila z možem na razne terapije, je bilo včasih res boleče, ker sva se dotikala teh ran, tudi on ima svoje rane iz svoje družine, je svoje. In velikokrat je bilo zelo dramatično, ni nam bilo enostavno. Ampak vedno, ker verjamem, da na poročni dan, ko sva povabila Boga v svoje življenje, sva se pa obrnila na njega. Kadar nisva zmogla sama, sva rekla, dajva zmolit, tole ne bova sama mogla. Ali pa sem v tišini blagoslavljala, molila za njega. Včasih tudi skozi stisnjene zobe, res še v jezi, ampak vedno je prišel pa ta mir, da sva lahko nadaljevala. Hkrati pa sem videla, kaj me boli, kje so še moje rane, da sem lahko to izročila Gospodu, da je začel tukaj zdraviti. In se mi zdi, da res tukaj ni hitrih rešitev, ampak res v življenju gre korak za korakom. Včasih misliš, da ti ne bo nikoli uspelo, pa te pa naslednjič malo manj boli ali pa te ne razjezi ena stvar, tako kot te prejšnjič, pa vidiš, da tukaj Bog dela. Da pač tukaj jaz vidim to zdravljenje rane. Ja, jaz sem iskala, kje so že te brazgotine, kje so, čakaj. Veliko je teh, to je super tematika, tudi Hana je že odlično povedala, te duhovne brazgotine, ki jo imaš ti zaradi očeta mogoče, ki se je rabila, rana, ki se je rabila zaceliti in zabrazgotiniti. Jaz imam ogromen brazgotin. Jaz sem pač imela raka dojke in raka črevesja in imam na desni dojki od bradavice do pazduh eno brazgotino in še mislim, da 5 manjših na trebuhu, pa še spodaj eno nad sramno kostjo, da so mi del črevesja ven vzeli, pa še 3 od znamen, ko so mi jih odrezali, tako na hrbtu, na nogi, pa tlele, ki se nič ne vidi, to so zelo lepo naredili. Ampak hočem povedati to, da te brazgotine tlele piše, da bojevniki, tisti, ki želijo postati bojevniki, jih nalašč porežejo, da dokažejo svoj pogum. In te brazgotine so tudi en moj pogum, res se jih ne sramujem, oziroma me dostikrat vprašajo, kako se počutiš, kaj pa tvoje telo, recimo z lepoto, to lahko zdaj tudi povezujem. Te brazgotine pač nosijo eno zgodbo, in so lahko duhovne, so lahko pač fizične, tako kot jih imam jaz na telesu,
ampak je lepo videti, da te nekdo tudi s tem sprejema, tudi z vsemi ranami, tudi z brazgotinami. V prvi vrsti pač Bog, potem pa mož, še vedno samo privlačna in pa vsi ostali, ja, tako da, pa tudi sama sebe, tudi sama sebe, da se pogledam in rečem, hvala ti, Jezus, da živim, ne. To mi je, ne vem, mnogo mojih prijateljic pač ne živi več, ne. Tako da, to. Kot so brazgotine pri tih košitskih bojevnikih dokaz, ne, za njihov pogum, so zanesljivo, pa naj si bodo fizične ali čustvene brazgotine, tudi dokaz za pogum vaju obeh in drugih preizkušenih žensk in moških, se razume, ki tudi s pomočjo vere premagujejo velike skale, ki se jim valijo na pot življenja in pogumno korakajo naprej. Se pa pogosto zgodi, da takole v sproščenem pogovoru kdo reče, joj, če bi se meni kaj takega naredili, jaz tega zagotovo ne bi mogel zdržati. Se verjetno res, dokler nisi postavljen pred dejstvo, ne premišljuješ o možnih rešitvah, ampak morda, če izpostavite kakšen trenutek izvajanih preizkušenj, izvajanih življenj, ko ste se soočili iz oči z neko nesrečno, bodi si diagnozo ali okoliščino, kaj je bila prva vajna misel, prvi vajn krik na pomoč? Meni se je to zgodilo v porodnišnici, ko sem rodila prvega otroka. Namreč nismo vedeli, da pričakujemo otroka s posebnimi potrebami. To sem izvedela šele drugi dan v porodnišnici. In takrat je bil za mene tisti najtežji trenutek, po moje, pred tem, ko je bil še en, mogoče malo težjih, ko sem izvedela za celo diagnozo, ne samo za to polovično. Ko sem pomislila, zakaj jaz, in če bo umrla ta moja hči, tako pač pomisliš tudi na smrt, ker sploh samo nisem razumela, kaj se mi dogaja. Res popolna nemoč, padec v neznano. Res, takrat pač prva misel je bila poklič Grega. On je bil na poti k svojim staršem in se je samo obrnil in je prišel k meni. Pač sva skupaj nekako šla skozi to. Takrat nisem pomislila na Boga, ampak sam na to, a bo preživela ali ne. Šele pa kasneje. Sem imela pa močno oporo po moje tem, ker sem se 1 leto pred tem, se pravi, poročila sem se 2008, 2009 sem se spreobrnila v veri, čeprav sem bila že prej verna, ampak takrat sem se pol, nekako me je Jezus premaknil, da sem videla, kaj pomeni živa vera in kaj pomeni, da je on vedno z mano. A ne iz te tradicionalne vere sem prišla v to živo, no, da sem res videla, da je pač on tukaj in zdaj in še vedno zdravlja in še vedno pomaga in daje karizme in vse to, kar je dal prvim kristjanom. To je bil za mene aha moment. No. In 1 leto potem, se pravi 2009, sem se spreobrnila v veri, pač sem sprejela Svetega Duha, krsto duhu bi jaz temu rekla. Naslednjo leto je prišla pa že ta preizkušnja hčerka. Se mi zdi, da je Bog res tako lepo vodil v moje življenje, da mi je dal najprej eno veliko milost, pa je pa dopustil težko preizkušnjo, ker brez tega bi verjetno težko se tako borila, pa zmogla vse to na ta način, ker sem glih zaradi tega, ker sem imela to podporo duhovno. Kaj je bilo že vprašanje? To je bilo vprašanje. Pa nisem falila. Ja. Mislim, jaz bi isto rekla tako, Hana, da res je pomembno to, da iz tradicionalne vere prideš v to živo vero, da to živiš. In po moje zato, ker sem jaz to že prej naredila, potem, ko sem zvedela, ko ti povejo, gospa Rozman, vi imate raka dojke, sem tako najprej mislila, da so to zamenjali moje izvide, ker Helen Rozman v Sloveniji je kar nekaj. In to je bila moja prva misel, ampak potem, ko se zaveš, da si to res ti, ja, isto seveda sem poklicala Aleša, tako kot ti, ne, možje, to so res naše opore, ampak jaz sem pa takoj rekla, Jezus, ne bom zmogla brez tebe, res, samo s tabo grem lahko. Ko sem pa za raka črevesja lani izvedela,
sem pa rekla, Bog, očitno imaš čisto drugačne načrte, kot jih imam jaz, očitno bom morala mlada umreti, oziroma pač prej, kot se jaz predstavljam. No, tako, zelo sem bila čisto pripravljena oditi. Sem se tudi na njega obrnila. Ampak ja, nisem bila nikoli jezna ali pa da bi rekla, Bog, zakaj lih jaz. Dostikrat tudi jaz rečem ta stavek, kot si ti rekel, ne, če bi jaz to doživela, meni bi se strgal. Ne, recimo, kaj kakšna mamica tudi skozi dala, ali pa ne vem, poznam bolnico, ki ima 3 stome zdaj, ne, na trebuhu. Tako, kako to rihtaš, ne, koliko je s tem dela, tako, kako s tem živiš. Tako da ja, ne vem, tisto sprejmeš, kar ti je naloženo. In nisem bila nikoli jezna na Boga, to sem hotela reči, sem ga pa zmeraj spraševala, zakaj, tako, kaj, a se moram še kaj naučiti, a se moram čemu odpovedati, a moram biti še bolj ponižna, kakšno lekcijo mi hočeš dati s tem, da dopuščaš to bolezen. Ker Bog ne izbira bolezni, Bog ne reče, tebi bom zdaj to dal, ampak to je boj vedno med dobrimi in zlimi in sovražnik tukaj zmaga, Bog pa dopusti, no, z enim večjim namenom, tako kot je tudi dopustil, da je Jezus moral trpeti na križu, ne, in za nas, zato da bomo mi zdaj lahko imeli večno življenje. Bi vidve rekli po lastni izkušnji, da je lahko ena od lekcij, ki nas takole skozi trpljenje in bolečino Bog nauči in skozi preizkušnje, radost in iskreno veselje do življenja. Namreč kristjani imamo večno domovino v nebesih, ampak ne hitimo brez glavo tja, ne, iz te solzne doline, kot radi rečemo. Radi imamo življenje, se strinjamo? Ja. In to nas ravno pri izkušnji nas v tej zavesti morda še najbolj utrdijo, se strinjate? Ja, midve sva taki, a ne, Hana? Ja. Čist, midve bova pa 80-ih na krtačo pele in skakali v krog, tako da, ne, jaz bi res rekla, ja, ne vem, kakšna bi bila, če ne bi teh preizkušenj dala skozi, ne vem. Ampak imam vseeno občutek, da zdaj, jaz imam na hladilniku sliko, ko sem bila brez las. In to me dostikrat opomne, kadar hočem biti malo tečna ali pa zagrenjena ali pa neki pica iz lasta, si sam tako rečem, Helena, ni vredno. Tako res me opomni ta slika, no? Ker lahko ne bi imela življenja. Zdaj, kaj kompliciram ali ne vem, zdaj, ja, ne vem, kakšen banalen primer bi dala, ampak mogoče bi pa, ja, bi pa brez tega bolj zatežena bila, ne vem, ugibam. To je dobro vprašanje, tega nisem še nikoli dobila. Ob tvojem širokem nasmehu si predstavljam, kako bi izgledala zatežena Ja, to dosti ljudi reče, ampak pol pa rečem, vprašajte mojega moža, pa on reče, je tudi kdaj, veš, saj malkrat, ampak je. Tako, čisto iskreno, ja, vsi smo kdaj. Ne vem, mogoče se sliši klišejsko, no, ampak res je, ko imaš enkrat toliko težav, pač naša preizkušnja je ta z Evelin, ko je bilo res toliko dela z njo, sploh na začetku, toliko enih terapij, obiskov zdravnikov, voženj v Zagreb in nazaj, ne vem, litrov popite kave na poti, hkrati tudi molitev, ne, vse to. Ne vem, meni je to v bistvu, ne vem, meni je to dalo neko zavedanje, da se borim, drugič pa, da se naučim veseliti za majhne stvari, a ne, za vsak napredek, ko nas je pogledala v oči, ko se je, ne vem, ko se je prvič izgubila v posli, ko nisva našla, recimo, koliko je bila stara, leto pa pol, ko se je skotalilo eno luknjo za posla in nisva našla, in rekel, kje je Evelin, kam je šla, če se ne premika. Ali pa, ko nama je padla s posla, ne, sem bila bolj vesela, v bistvu, premika se, a ne. Take stvari in po mojem, malo po malo, ti da pa to eno zavest, ker jaz sem očitno to rabila, ker sem bila vse tako nezadovoljna pa nesrečna. Ne. Nikoli pač nisem občutila res neke, da bi rekla, nekega zadovoljstva prej v življenju, skozi eno hrepenjenje, iskanje na nepravih mestih. Pa ti Bog pokaže, lahko je čisto preprosto, ne, ni treba veliko. In pa, ko sem dobila sina po 20 mesecih za Evelin, on je bil pa sploh radost. Mislim, itak že Evelin nam je veliko dala, ampak on se je pa odzival, on je bil res neverjetno hiter, brihten, še zdaj je tak mali čudežno. Tako da res si pa rečeš, wow, koliko je vse dano, ne, res. Nič ni samoumevno, no, res.
Tako da iz tega pol pride tako veselje. Se nisi skozi vesel doma. Če vprašate moje otroke, sem po moje večino časa tečna, ne? Mislim, večino časa. Sin mi je zadnjič rekel, mami, kaj si toliko tečna? Sem rekel, ok, če mi reče, kaj si toliko tečna, pomeni, da nisem skozi tečna, ker če ne mi najbrž stvar ne preko tega. Tako da sem občasno, zvečer, ko jih dajem spat po noči, čisti sebe. Ne vem, trudim se, no. Ali pa prej sem napisala, velikrat, jaz nisem nič svetniška, ne, pač velikrat kaj, tako, ne vem, izrečem besedo na š, ne, tako, in prej Izak to bere, mami, kaj si to napisala, ne, sem reka, ja, pa če res, najprej se razjezim, pa se spomnim, ne, zahvaliti se moram, Bog hvala vseeno, ne, vem, da boš nekaj naredil. Tako da ja, ne vem, se učimo, no. Pa zadnjič nam je na pikniku avto crknil, tako klanc ni šlo, krinemo, ne bo se neka Flora Mol, ti imaš veze. Svetemu duhu mož je začel kar slaviti in pa smo zmogli klanc, da smo prišli do piknika. Take male stvari, to te življenje nauči, no. Pač ne moreš pa vedno, včasih se pa totalno spičiš in si čist na tleh, ne. Pač sam korata je pa fajn. Jaz sem zdaj spomnila tega odlomka, kar reče, včasih smo nezadovoljni zaradi tega, česar nimamo in se pozabimo veseliti tega, kar imamo. Mislim, da tega predvsem se moramo vsi tudi učiti, no, tega veselja. Da ni treba, da imamo to, kar imajo drugi, ampak tisto, kar imamo mi, ne, to, kar ima vsaka izmed naju, da jaz marsičesa nimam, kar ima Hana in obratno, ne, in tako, in se hočem tega zavedati. Da to ni manjko, ampak to je dobitek, da tega nimam. Tako. Ponotranjite to globoko sporočilo. Ne, samo to je, ko si govorila, mi je prišlo na misel. V življenju. Čeprav, ne, ko poznaš Heleno, pa se ne hoče primerjati z njo. Ali pa obratno, koliko je Bog bil radodaren do nje, ne? Veš kaj, tudi. Se veste, o čem govorimo, ne? Ti imaš veliko vsega. Tole predlagam en zelo kratek odmor, da si pregledamo naslednji baletni vložek, ki ga bo izvedla Ajda Šenkova iz Društva baletnih plesalcev. To bo pa variacija Vile iskrenosti, prav tako iz baleta Trnulčica Petra Iljiča Čajkovskega. Nastop mi pravzaprav že spodbuja naslednje vprašanje. To je bila Vila iskrenosti. In iskrenost igra tudi v tej zgodbi precej zanimivo vlogo. Namreč kar nekaj junakov čuti potrebo, da ves čas laže oziroma prikriva en del svoje iskrenosti, zato ker so svoje resničnosti, ker so prepričani, da če bodo se nekomu popolnoma razkrili, da jih bo zavrgel. Do katere mere, če sploh, je vredno blago lagati ljudem okrog sebe, zato da ne odkrijemo vseh svojih ran, če sploh. Ne, sploh. Mislim, no, odvisno, zdaj tako, celi javnosti, tudi jaz ne bi povedala vsega.
Ampak Zlaže se sam, če te nekdo vpraša, a ti je všeč moja frizura, pa rečeš ja, ne. dobro, ja. Vse, kar je pa duhovno notranjo, moraš pa iskren biti, ne? Tam je včasih težko, no. Meni osebno pač ni enostavno, ker sem imela podobne težave z sprejemanjem same sebe in tudi ko sem se spoznavala z možem in na teh terapijah, je bilo veliko stvari, ko jih mogoče prej nisva še vedela eno drugem in mislim, veliko stvari pač je bilo boleče razkrivati, ker nisva vedela, kako bo eden ali pa drug to sprejel. Pač si ranljiv, kadar si iskren. In te lahko nekdo zelo potepta takrat v tvoji ranljivosti. ja, tudi pri nama je tako prišlo, da recimo mož ni želel vsem govoriti, a ne, o smrti, o pogrebu, a ne, tako, kot sem jaz želela, jaz sem pa hotela biti iskrena. Hotela sem tudi, mislim, otrokom sva takoj se strinjala, da vse poveva glede raka, ne bova skrivala. Ampak ja, to je vseeno iskreno, zahteva en pogum, no, da zgubiš strah pred tem, kaj bodo rekli drugi, a ne. Ja, ali pa odločitve, ne, zakaj si se tako odločil. Vse to v bistvu, ti imaš pravico nad svojim življenjem. Mislim, Bog je tisti, ki ga vodi. Zakaj bi zdaj drugi nekaj odločali ali pa sodili, če si ti nekaj povedal ali pa razkril o sebi, ne vem. Ja, v javnosti jaz ne bi delila vsega, čeprav moram reči, da ogromno delim. Tako več, kot sem pričakovala in včasih rečem, Bog, ja, lej, ti veš, ne, tako, koliko bojo otroci izpostavljeni potem vsemu temu, kar je na spletu o nas. Ampak ja, do moža, do prijateljev, bližnjih, res želim biti iskrena, no. želim, ampak ja, ne profitiraš, če lažeš. Se mi zdi, da če lažeš, zelo izgubiš, ti Satan odvzame to veselje. Če pa si iskren, ti pa vzame to veselje, olajšanja, tudi ko narediš res bedne napake v življenju. Se jih vsi delamo, zakaj pa jih ne bi povedali tako? Sem hotela reči, meni je najtežje, če ga res kaj polomim, če res kaj narobe naredim, je najtežje priznati možu, zato ker tvegam, da mi bo pač, da ne bo vesel tega, ne, ponavadi tak ni, ampak me počasih preseneti njegov odziv, ker ni toliko grozen ali pa toliko, ne vem, da bi, ne vem, vzel tako zares, kakor sem si jaz mislila, da bo, ne. Se preden mu povem, ponavadi še kaj prej zmolim ali pa ga malo pripravim na to, da sem naredila eno neumnost, pa da se mu res bojim povedati, ker se bojim, kako bo sprejel in pa tudi on pride nasproti, no. Je pa pol vedno olajšanje, kadar povem resnico. Roman Nilski dragulj je že 9. roman Tise Afšar, ki smo ga izdali v slovenskem prevodu. Če smemo vprašati, dvignite roke tisti, ki ste že kdaj prebrali kakšen Tisin roman. Bravo, wow. Hvaležni zvesti bralci, lepo vas je videti in spoznati. Kot vsi veste, če ste prebrali vseh 9 ali pa morda samo en roman, glavni junaki, ali pravilneje junakinje Tesinih romanov, so preizkušene ženske v Svetem pismu. Pa ni nujno, da se v Svetem pismu dejansko pojavijo kot resnične osebe, čeprav vse nekatere, ne, napisale roman o Ruti, o Rahabi, o krvotočni ženi iz Evangelija. No, recimo junakinja te zgodbe, njenega lika v Svetem pismu ne najdemo, pač pa jo prek drugih povezav, prijateljstev pripelje v kontekst Pavlovih učencev, pa znamenitega etiopskega eunuha, ki ga je krstil Filip. On je v Svetem pismu, ne? On pa je, so pa vse omenjene v Svetem pismu. Zakaj je pravzaprav se avtorica odločila, da bo napisala roman o tej junakinji, kajti zasnovala je že roman o Filipovih hčerah, torej o ženskah, ki so neposredno povezane z nekom, ki je omenjen v Svetem pismu, ampak je potem dobila eno pismo hvaležne in zveste bralke, take kot ste vi, ki je Afroameričanka in je vprašala, kdaj bo napisala kakšen roman o osebah, kakršna je ona, torej o osebah ne bele polti, zato da se bo potem lažje prepoznala v tej zgodbi. No in potem je seveda Tesa to tuhtala, modrovala, molila in našla to junakinjo in ta zaplet, ki je opisan v tej zgodbi. Zakaj pripovedujem o tem?
Namreč ti svetopisanski liki, pa ne si bodo ženski ali moški, niso neki oddaljeni liki ali pa izmišljeni liki iz mitologije. En izraz eno reklo mi je že dolga leta zelo blizu, namreč, da je zgodovina za vse, razen za zgodovinarje, mrtva, dokler ne postane zgodba. Podobno je s Svetim pismom. Če ga beremo tako akademsko, nadaleč, se zdi hladno, morda celo izmišljeno, predvsem pa zelo neosebno. Če ga spoznavamo takole, kot nam eno možnost ponuja tale avtorica teh romanov, morda drugače začutimo pripovedi in spodbude, ki nam jih Sveto pismo daje prek teh ženskih likov. Če si smem privoščiti takole vprašanje, vajin najljubši lik v Svetem pismu in spodbuda, ki vam jo daje? Wow. Pa če bo odgovor Jezus, ne velja. Mora biti samo po sebi umevno. A mora biti ženski lik? Ni nujno, tako je moški. Meni pade misel Pavel. Jaz sem isto hotela reči, ker imam sina Pavla. Ne vem, zakaj me on tako pritegne. Verjetno zato, ker je bil ful grešen, pa delal kontra, pa Jezusovu nauko in pol se res totalno zagreje za njega, tako sem se jaz, in želi živeti to, kar si je Jezus želi od njega, ne? To ljubezen, darovanje za druga. On se smeje v težavah, oziroma je res, slavi Gospoda v vsakem trenutku, tudi ko ječi, tudi ko ga tepe, on je še vesel za to, da lahko trpi za njega. Ne? To me res nagovarja, ta karizma, ker je tudi veliko ljudi pritegnilo na ta način na pravo pot. Tudi jaz si želim živeti ta nauk v majhnih stvarih, da kdaj koga vprašam, če že pozna Jezusa, ali pa mu dam Sveto pismo na ulici, ali pa ne vem, tisto, kar se me trenutno navdahne. Ne? In take majhne stvari, kot te delajo, mogoče malo drugačnega kristjana. Nočem biti klasičen nedeljski kristjan. Hočem biti priložnosti, čeprav mi ne uspeva vedno, ker se zaciklam v svoje probleme, pa ne vidim pol toliko drugih, kot bi lahko, ampak si želim postati boljša v tem. No, zdaj, ki je Hana že Pavla ful dobro upisala, pa lahko jaz rečem Job, recimo, ali pa Tamara, če bi morala izbirati žensko. Je pa zato, ker ona je pa prešuštnica. Ona pa v bistvu, in mi je zanimivo, ker je v Matejevem evangeliju na začetku v rodovniku napisana. In Jezus je v bistvu kralj, ne? Jezus je iz kraljevskega rodu, ki se rodi po Davidovem rodu, ampak pred tem so pa v njegovem rodu čisto običajni ljudje, ne? In mene to nagovarja, tudi Tamara, ona se je tako dobro znajdla, ne? Zdaj se nam spomnila, kdo bi moral že dati, Juda bi moral dati še za ženo, za moža še svojega sina, že tretjega, ne? Ker sta mu prve dva že umrla. In jo izrapa, ona se pa znajde, ne? In gre in se obleče v pocestnico, ne? In potem Juda ima z njo spolni odnos, ne? Da potem pride do svojega lastnega sina. Skratka, tako, no, zgodba mi je zanimiva zato, ker vem, da Bog uporablja tudi mene nepopolno, tudi če nisem zdaj vlačuga pocestnica, ampak hočem reči, kadar padem in sem grozno na tleh, me še vedno lahko Bog uporablja, ne? Tako kot je njo uporabil za naprej potem, da je rod izšel, zdaj se ta rodovnik nadaljuje. Job mi je bil pa blizu pri obeh rakih, sem prebrala res vseh 42 poglavij, to si preberite, to je tako dobra zgodba, kjer ima ta Satan in Bog tako dialoge. In zanimivo, da sem čisto obakrat dobila na srce drugačne stvari, se pravi ne enakih, ampak druge stvari so mi padle v oči, drugačne stvari mi je Bog pokazal. In prvič sem si zapomnila to Job 8:7, ne, da bo tvoja prejšnja sreča se bo zdela majhna v primerjavi s sedanjo, ne, da bo prihodnja pa bo narasla. Se pravi, to sem si zapisala tako, to bo res, to obljubo mi je dal Bog in v to bom zdaj verjela, ne. To bomo premagali in moja sreča bo še večja. Ker je bilo res, ker sem potem rodila še hčerkico, ki nam je
veliko veselje. No. Pri raku črevesja sem pa šla še enkrat brati Joba, zato ker sem rekla, Bog, obljubil si mi, vem, da stojiš za tem, tako še enkrat želim to besedo brati. In ko sem brala, sem imela zraven še na YouTube odprt ta kanal, kjer se non-stop vrti krščanska glasba, seveda ni v slovenščini, ampak nič za to. In takrat se je začela vrteti zgodba Praise You in the Storm, se pravi, slavila te bom tudi v tej nevihti. In v Jobu 36:37 govori najprej o teh dežnih kapljicah, potem naprej res celo to nevihto opiše. In mi je bilo tako fajn, Gospod čudovito, ne vem, če bom znala na pamet, čudovito grmi svojim glasom. Bog čudovito grmi svojim glasom, dela velike reči, ki jih ne razumemo. 37:5, 5. vrstica. Tako, in takrat sem kar začela jokati in mi je bilo tako, lej, Bog, mogoče mi pa hočeš povedati, da me čaka še vihar, še grozne stvari. Tako, ne razumem tega, kar ti delaš, Bog, ampak ja, bom šla skozi to. No in potem mi sestra prinese kosilo, punce so se odlično razdelile delo po raku, ker sem morala ležati, vsak dan mi je ena prinesla kosilo, res mislim, še nekatere ste tukaj danes, tako da hvala vsem. In mi sestra prinese kosilo in ji povem in se izjokam, rečem, ne bo to, Iva, kaj če res bo tole šele začetek, nekaj težkega me čaka, pa mi reče sestra, pa ne, kaj pa, če ti je Bog hotel reči, to je sam vihara, veš, koliko vihari hitro minejo, mislim, pridejo in grejo, ne? Jaz tako, pa res, narobe sem razumela. Tako, hočem dati primer, da res je treba preverjati, ne si sam domišljati, kaj nam Bog sporoča. In je treba preveriti prek več kanalov, kaj dejansko nas Bog uči, ne takoj prve misli vzeti, samo, in potem sem res videla, rak ni šel na bezgavke, ni šel na žile in sem bila dobra sam z operacijo, tako da, hvala Bog. Ja. Še eno vprašanje je v knjigi zelo jasno izpostavljeno in to je vprašanje iskanja osebne identitete. Številni od junakov se iščejo skozi celotno zgodbo, skušajo prepoznati, kdo v resnici so. In imajo zaradi tega običajno težave, bodi si zato, ker izhajajo iz nepopolnih družin, kar ste Hana vi že omenili, bodi si, da so zaradi službenih obveznosti porinjeni v tako situacijo, da je njihova identiteta okrnjena, prisiljena ali kakorkoli drugače. Mi smo v resnici pogosto prisiljeni v to, da svojo identiteto kažemo navzven, torej kdo smo, sodimo po tem, kaj počnemo, kaj počnemo v službi, kaj počnemo v prostem času in tako naprej. Ampak če bi moral v tem trenutku, če bi vprašal vaju, kdo sta Helena in Hana, kaj je vajina identiteta v tem trenutku, kaj bi odgovorili? Jaz sem že večkrat povedala, po moje je tudi to na spletu že. Jaz zmer poudarjam, jaz sem najprej Božja hčerka, čeprav je nekdo rekel, ne, najprej hočem biti človek, šele potem kristjan. Kdo je to že rekel, Čušin ali kdo, po moje, no. Saj se strinjam, res moramo biti človeški drug do drugega, ampak to hočem živeti v zavedanju, da ta svet ni moj svet, mislim, ta svet ni moj dom, da jaz pripadam enemu drugemu kraljestvu, to hočem živeti, da me čaka res nekaj lepšega, kakor je tukaj, seveda pa Bog tudi želi, da tukaj uživam, to življenje. Potem sem pa še vse ostalo, no, tudi žena, enemu fajnemu možu, mamica, 6 otročkom, 5 jih imam tukaj, jih vzgajam, eden je že v nebesih, smo ga izgubili v 13. tednu nosečnosti, prijateljica, sestra, hčerka, kaj še vse sva Hana, veliko lok imava. Tako, mislim, identiteto, najdeš res v mnogih stvareh, no, sam jaz bi rada živela to identiteto, Božjo, predvsem to. Te, ki so posvetne, mislim, da niso toliko zelo pomembne. Jaz sem identiteto zaradi tega, ker nisem bila tako potrjena strani staršev, mislim, mamice, ki sem imela res zelo redu mami, kar sem mi najbolj hvaležna, tudi ko sem razmišljala o svojem življenju.
je to, da me je naučila nekega pozitivnega, vedrega pogleda na življenje in da v vsaki stvari lahko najdeš nekaj dobrega. Danes mi je tudi sin rekel, ne mami, ni stvari, ko bi bila slaba, pa ne bi imela tudi nekaj dobrega vse, pa ne. In pa se rečem, vse nekaj modrosti je pa že po meni tudi dobil tale človek. Ne vem, ta identiteta, jaz sem se dolgo skrivala sploh nisem vedela, kdo sem, pač najprej preko cen, da sem hotela biti najboljša odličnjakinja, da so me drugi pohvali, sem se prek teh pohval našla. Moja starša sta oba bila zelo nekaj posebnega. Oče, preden je umrl, je imel že svojo jadrnico, svoj gostinski lokal, bil je faca, vsi so ga hoteli imeti za prijatelja, mislim, bil je lep, uspešen, vse. Ampak to ni bilo to, še vedno je bil nesrečen, še vedno se je iskal, ni znal srečiti svoje ženske, svoje žene. Mami pa isto, je bila modna oblikovalka, tudi imela svoj butik, pa umetnica, res talentirana. Ampak tudi to ni bilo to. In ko je oče umrl, je mami začela iskati globje, je našla pa tudi Boga, sicer na svoj način, ne v katoliški cerkvi, ampak je tudi dalo neko globjo, neko globino v življenju. In jaz sem vse to srkala na nek način, po drugi strani sem pa res zelo hvaležna za mojo babi, ko mi je pa dala te krščanske vrednote in tudi ustrajala, da se krstim, in sem šla pri 7 letih krstu pa prvem obhajilu in me je naučila moliti in to, da sem imela v bistvu to, bi rekla, krščansko, katoliško identiteto od samega začetka. Verjamem, da me je Bog skozi to vodil, čeprav sem imela veliko stran poti, tudi pol v srednji šoli, sem hodila ven, ga žurala, hodila pozno domov in verjamem, da je veliko ljudi takrat molilo za mene, predvsem babi pa mami, mislim, da, ker nisem imela preveč stroge vzgoje drugače. In sem se res skozi iskala, pa tudi prek fantov, ne vem, da bi me potrdili in to. Šele kasneje sem gotovila po vsem tem študiju, vsem, kar sem si želela postati, ko sem ostala doma z otroki, nič posebnega v bistvu. Ko me kdo vpraša, sploh na kakih družinskih piknikih, kaj pa ti, kar je pomemben poklic, kaj počneš, pa rečem, ne vem, jaz sem profesionalna gospodinja. Skrbim za dom, nič posebnega, ampak s tem mi niti ni več tako težko. Sem kar ponosna na to, ker vidim tudi neko vrednost v tem. Ampak če gledaš svetopisanske žene, Hana, a veš, je isto noter veliko tega in temu Bog daje prednost. Tudi Marija je bila gospodinja. Tako da v bistvu se niti ne obremenjujem več s tem. Želim pa odkriti res te talente, ko mi jih je dal, ne vem, zelo rada šivam, pa rišem. Počasi spet to, imam malo več časa, ko so otroci večji, pa zdaj že kaj probam tudi narediti. To je ta identiteta. Se mi pa zdi, da ni vse sam pač fajn, da si moraš v identiteti tudi priznati, da si totalni grešnik in da ga res polomiš. Jaz sem tudi jezna, sem razburjena, se res, čeprav me mnogi ne poznajo tem, ampak pač sem tudi na trenutke zelo, bi rekla, pač na tleh. In tudi to sprejeti se mi zdi pomembno, da si taka, kakšen si in da si v redu v tem. Mož vse to ve in vztraja z mano, to mi je pomembno. Bog pa tudi verjamem, da me gradi in bogati. Po človeški plati nič posebnega zapovedati, ampak vidim pa sadove svojega dela pred pač otrocih, ko pač imajo nek varen pristan in kaj dajo ven, kaj govorijo, da imajo radi Jezusa, to mi je pomembno. Ker gradimo za Božje kraljestvo. Glih prejšnji teden je ena prijateljica pričevala o posmrtni izkušnji. Bog pravi, to je pomembno, kakšni smo v življenju, naša ljubezen, kaj smo dosegli, pa kdo smo, kak poklic imamo, koliko smo dajali iz sebe ven ljudem. Tudi nocojšnje vajno iskreno pričevanje in nalezljivi nasmehi so več kot pomemben del vajne identitete. Hvala vama. Zdaj bomo pogledali še zadnjo baletno točko, vmes pa seveda razmišljajte o morebitnih vprašanjih za moji sogovornici, namreč potem bo tudi nekaj časa in priložnosti za vaše vprašanja. Oglejmo si torej še koreografijo na skladbo Habanera iz Bizejeve opere Carmen, ki jo boste izvedli Valerija Željko Rebec in Ajda Šegula, obe iz Društva baletnih plesalcev, njuna koreografinja pa je gospa Elena Likar. Prosim.
torej Valerija Željko Rebec in Ajda Šegula iz Društva baletnih plesalcev, ki se jim za ta čudovito popestritev nocojšnjega večera iz srca zahvaljujem, prav tako koreografini gospe Eleni Likar. Tako, Helena, Hana, zdaj pa predlagam, da še občinstvu damo besedo za kakšno vprašanje ali spodbudo ali misel. Prosim, izvolite. Najprej iskrena hvala obema o vašem iskrenem in osebnem pričevanju. Zelo se me dotaknilo. Vsaka ste na vsak način taka ena čudovita celota ženske mame in zanima me v bistvu, veliko je bilo slišati o odnosu z Bogom, iz romana, ampak nekaj mi je manjkalo, ampak to ni kot kritika ali pa očitek, kako živite to svojo ženstvenost, ženskost, kako sta skozi ves ta čas svojega življenja, pač tema in tega večera, svetopisanske ženske, sem brala dosto kraljica in modra ženska in tako naprej. Me zanima, kot spodbuda in tudi zame, kaj bi vi o tem povedali. Hvala. Super vprašanje. Ne vem, recimo je mami, že od malega mi je nekako tisnila to željo po lepem, ker sem jo gledala, da je vedno urejena, res lepa ženska in tudi rada imela lepe stvari. In tudi kasneje, ko se je spreobrnila, ko živela, da je nemogoče karjera, ko ni imela denarja, da je bila najemnica, si je vedno znala narediti prijeten dom iz stvari, ko jih je imela, ki je zaščila, barve skombinirala. Vedno mi je rekla, uredi si en kot in tisto pa vleja, ne vsega naenkrat in se s tistim pa napajajo. Pač ta želja po lepem, ko tudi meni veliko pomeni. Sej, moje prijateljice, ko so tukaj vejo, ko sem jaz stopila v to z Gregom v cerkev, so me kar gledali, takrat sem bila še s 3 kilami pudra, pa sem špana v cerkvi. Sem bila malo drugačna, takrat sem imela to verjetno še tudi kot masko. Ampak pač to je neka želja, krepenenje po lepem, to pa ostaja v mene. In pa sem kasneje to razvila, ne vem, rada imam lep dom, ne vem, rože, da si uredim, da si pobarvam steno, kar naprej premikam pohištvo, da se mož kdaj jeziku predamo, je da čisto na drugi strani posla, ker je bila zjutraj. Ne vem, pač to sem jaz, ful sem spontana, ampak pa malo nagajiva, navihana. To življenje, ko je v nas položeno, ko verjamem, da Bog nas je ustvaril lepe, pa ne mislim, da je tam tako lepe navzven, ampak to, da ženske odkrivamo res tisto, kar je lepo v nas, te svoje talente, ali je to dar za pesništvo, za pisanje ali za naravo, vsaka ima kaj. Ne vem, mene tako enkrat mojca Giacomelli rekla, da jo navdihne kakšna lepa ženska, ko ima samo nohtke pobarvane ali pa nek lep šal ali pa dober parfum, pa ti to dvigne malo motivacijo, ko imaš slab dan. Ne vem, mene to navdihuje. In tudi, ko gledam hčerko, ko dan se reka, mam, jaz si lahko nalakiram nohtke, Ja, daj si, Pač ne zdi se mi to nič tako slabega, Pač ne sme biti pa to ta glavna stvar v življenju, Mora biti tudi druge stvari. Ja, mi z Hano smo že rekli, da je pa danes nase nekaj rdečega, To je taka ženska barva. Tako da smo našli nekaj rdečega, pa še rdeča Ja, res je. In tudi ta Harlin, ta glavna oseba, Nilski dragulj, ona je bila oblečena v rdečo, v najbolj pomembnem trenutku, boste prebrali kdaj. Sicer se je želela vijolično biti oblečena, ker je bil vijolično njen oče oblečen. To je pa barva kralja. Tako zelo lepo tudi te prispodobe noter opiše. Ja, jaz pa živim to ženskost zelo podobno, Saj zdaj tiste, ki me poznate, pač ja, tudi imam rada te usklajene barve, dom dekoriram, rišem z akvareli, rada krasim tortice, tako imam rada to estetiko,
Najdem se tako tudi v tem, da sem lahko kot kraljica v domu, se pravi, da govorim otrokom ne na način neke zmajevke, ampak da sem res kraljica, lej, postori to, ti tisto, pač dam povelja, moram, ne se jih tudi mož daje, ampak tako, zelo je pomembno mi to, da sem ljubeča kot mamica, no. Sem pa kot ženska vzcvetela po moje res takrat, no, ko sem spoznala moža, ko sem prvič tako začutila, ko me on res rad in takrat se mi zdi, da se je tako v meni začelo to premikati in kar še danes živi. In in ker sem tako pač doma kraljica, zdaj, če gremo pa s puncevi ven, pa se znam tudi znoreti, no, mislim tako, ali pa, kaj jaz vem, malo bolj potegnem z možem, no, začneš to se pokati, pa še jaz, pa včasih je pol že na meji okusa, ampak tako, da se znam biti tista divja, doma pa vseeno, učim otroke, no, da so tudi oni princi, princeske, ne zdaj zaradi mene, ampak zaradi Boga. Jaz jim pa lahko ta zgled dajem, no, kot žena, ja. Tako da drugače pa ja, seveda tudi lepoto imam rada in tudi preko svoje bolezni sem zelo lepoto spoznavala, ker sem bila presenečena, da sem takoj rekla zdravnikom, obe dojki, dajte proč, jaz želim živeti. Ko je šlo pa za lase, pa tako, ne, moji lasje, zakaj mora to preč? A ne, tako pri kemoterapijah. Tako da sem bila res presenečena, zakaj mi te lase tako pomenijo. Ali pol so mi tudi vsi govorili, ko sem imela kratke, joj, koliko si lepa, jaz tako, ne, dolgi lase, dolgi, saj do ušesa. Tako zelo imam neko tako fikcijsko idejo. Ne vem, to lepoto, no, sem tudi spoznavala. In tudi to, da ko sem bila, imam sliko doma, ko sem res najgrše izgledala po zadnji kemoterapiji, brez obrvi, brez las, se pravi trepalnice, nič nisem imela trepalnic. In takrat sem šla vsa bleda mimo gledala, ki smo ga imeli na hodniku in sem nosila Pavla na štuporamo in takrat sem tako, kakšna sem, tako bleda, grda. Ampak jaz sem bila v tistem trenutku tako srečna, tako sem živela to srečo, da sem rekla, veš, to je to, Helena, lepota takole mine. Ampak bistvo je, kaj imaš ti vse, bistvo je, lej, zdravja res nimam, pa nimam lepote trenutno, takrat ne, sem si tako rekla, ampak imam pa res super moža, imam Jezusa, imam vse bistvene stvari v življenju, no. Tako da ja, tako sem jaz to lepoto doživljala, ja, pač skozi to moje obdobje tudi, da sem videla, da sem rada, lepa in urejena, ampak predvsem pa želim nagovoriti vas žene, imejte rade gubice, imejte rade tudi skuštrane lase, ne vem, skratka, imejte se rade, no, tako takšne, kakršne ste, ker ste z namenom, imate mogoče kriv nos ali pa, ne vem, dolge noge, pa vam niso všeč ali pa ne vem, karkoli, no, tako da, to me spomni, da lepota je fajn, ampak ni pa bistvo življenja, no. Tako. Ampak na tisti sliki si imela ful žive oči, imaš take Ja. oči, ko hočejo živeti. To mi je rekla ena gospa, je rekla, smem pripomniti nekaj, ko jaz tako najgršo sliko kažem, reče, tukaj vam oči tako žarijo. In sem rekla, ja, ker sem bila res srečna, ampak čist grda. Navzven, po standardih sveta, ne. To je vedno zdaj vprašanje, čemu boš sledil, ne, ali boš sledil temu, kar svet zapoveduje, vsem modnim dodatkom in temu, kar je in, ali boš sledil sveti besedi, ne. Pač ali Hollywood ali Holy Word, ne, čemu boš sledil in ja, ženska lepota je opisana v Svetem pismu, ni pa zdaj to rečeno, da mora to biti lih, ne bom delala reklame, te čevlji, ta znamka, to, ne, tako da. Za vprašanje in odgovore. Še kakšno vprašanje morda? Zdaj imate še priložnost? Če ne, potem vas seveda... Ne, je bilo tam zadaj kakšno vprašanje? Ne? Dobro, če ne, potem vas prijazno povabim k branju, če še niste prebrali vseh 9 Tesinih knjig. Se vam zahvaljujem za številčen obisk. Vama, draga Helena, draga Hana, se zahvaljujem za vso iskrenost, za vse lepe besede, ki ste nam jih prinesli nocoj in vam vošim obilo blagoslova vama in vajnima družinama. Hvala vsem in lep večer.
Hvala tudi vam vsem.